Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar velike nagrade Avstrije. Poglejmo si skupaj vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na dirki. Tudi današnji komentar dirke bo kot običajno razdeljen na dva ločena dela. V prvem se bomo ustavili pri vseh tistih zanimivih iztočnicah, ki nam jih je dala dirka za veliko nagrado. V drugem bomo pa primerjali napovedi strategij z onim, kar so v resnici pokazale ekipe na progi. A začnimo z dirko. Vem, če pogledamo samo tako na hitro rezultate, bi lahko dejali, da pravzaprav je bila dirka dolgočasna. A to bi lahko dejal le nekdo, ki same velike nagrade Avstrije ni spremljal in verjetno je samo v ponedeljek zjutraj pogledal, kaj so objavili drugi. A pravzaprav nam je dirka ponudila kar nekaj zanimivih točk. In začeli bomo seveda z zmagovalcem Maxom Verstappenom in njegovim ritmom. Pred samo veliko nagrado sem dobil legitimno vprašanje, če po mojem res Red Bull RB19 nima več tiste tehnične prednosti, ki smo jo videli do sedaj. In na prvi pogled bi lahko dejali, da je prednost Red Bulla še zmeraj taka, saj je Max prvi z lahkoto. A treba je dirko za veliko nagrado Avstrije, na primer, primerjati z veliko nagrado Miamija. Tam je Max Verstappen začel iz 9. mesta, prehitel vse nasprotnike in zmagal. Na 3. mestu je bil prvi voznik, ki ni imel Red Bulla, in to je bil Fernando Alonso. Njegov zaostanek krepkih 20 sekund. Vem, na koncu se je Max Verstappen na veliki nagradi Avstrije ustavil še za dodatni postanek pnevmatike soft, kajti lovil je najhitrejši krog. A predtem bi lahko mirne duše dejali, da je bil zaostanek drugouvrščenega Charlesa Leclerca s Ferrarijem debelih 20 sekund. Sekunda gor ali dol, primerljivo s tistim, kar smo videli v Miamiju, s to razliko, da je tokrat Max Verstappen dirko začel iz najboljšega štartnega položaja. Ni se mu bilo treba prebijati iz mest v ozadju proti prvemu mestu, kajti tam je dirko že začel. In tudi Perez, ki je v resnici dirko začel malce bolj zadaj kot Max v Miamiju, je prišel na koncu samo do 3. mesta. In tu bi lahko diskutirali o tem, da Sergio Perez ni tako hiter kot Max Verstappen, a zagotovo hiter je. In vidimo res, da se je razlika med Red Bullom RB19 in ostalimi konkurenti zmanjšala. Seveda, ostali niso še dosegli Red Bulla, kaj šele presegli, ampak mislim, da na sami dirki smo videli ta pojav. Kar se je dogajalo na sprintu, je bila po mojem videnju neke vrste anomalija. Red Bull Maxa Verstappena je odlično deloval v tistih pogojih s tisto tipologijo pnevmatik, pri ostalih so imeli težave. Ampak sedaj tu na dirki smo videli, imenujemo jih normalne pogoje, suho progo, in tu je bila zgodba rahlo drugačna. Verjamem. Marsikdo bi lahko sedaj pripomnil, da Max Verstappen v zadnjem delu dirke ni šel na polno. Varčeval je z materialom in ni iskal tistih časov, ki bi razdaljo med njim in Charlesom Leclercom povečala. A bodimo iskreni, tudi v prvem delu dirke ni imel takega ritma, kot smo ga videli na samem sprintu. In konec koncev, rad bi vam pokazal to tabelo Pirellija.
Vidimo za vsako izmed 3 mešanic na razpolago, kdo je napravil najhitrejši krog. In seveda z ono najmehkejšo C5 z rdečo oznako Max Verstappen, ki je v zadnjem krogu tudi dosegel najhitrejši krog dirke. Z pnevmatiko Hard, tisto z belim napisom, je bil najhitrejši Perez. Ampak Max Verstappen je bil tudi najhitrejši z ono pnevmatiko Medium, ki ima rumen napis. Tisti hiter krog je dosegel v 51. krogu. In če sedaj vzamemo v zakup dejstvo, da je Max Verstappen varčeval z materialom, se lahko začnemo spraševati, kaj so pa počeli ostali. Namreč tisti hiter krog s pnevmatiko Medium je bil dosežen v zadnjem delu dirke. In to je nekaj, kar govori v smeri, da Max ni vozil počasi in ni varčeval z materialom. A menim, da marsikdo si misli, da so dirke, kot je ta za veliko nagrado Avstrije, dolgočasne, kajti zmagal je zopet tisti, ki smo ga gledali na najvišji stopnički zmagovalnega odra na prejšnjih dirkah. A treba je videti tudi marsikaj drugega. In tisto, kar si sam nisem želel videti na tej dirki, je bilo zopet mačehovsko obnašanje skuderije Ferrari do Carlosa Sainza mlajšega. Opazili smo lahko, da v prvem delu dirke je bil hitrejši od Charlesa Leclerca, celo prosil je ekipo za dovoljenje, če ga lahko prehiti, če lahko poizkusi loviti Maxa. Bi mu to uspelo? Verjetno ne. A pri skuderiji Ferrari so zopet dosegli tisto, kar smo videli na prejšnjih velikih nagradah. Posebej v lanski sezoni je bilo značilno, da so se pri Ferrariju pravzaprav trudili napraviti čim večjo razdaljo med obema voznikoma in še poseben trud so vložili v to, da je bil Charles Leclerc pred Carlosom Sainzem mlajši. In tudi tokrat smo videli podobno situacijo. Namreč ne samo, da so zamrznili položaje, ko je prišel čas za prvi postanek, so se odločili poklicati oba voznika skupaj, čeprav je bilo med njima le nekaj desetink razlike, tako da je Carlos Sainz mlajši čakal. In seveda tudi njegov postanek ni šel gladko. Prednja leva pnevmatika je bil tisti del, kjer se je nekaj zalomilo in mehanik matice ni privel v tistem doglednem času. Pustimo, Carlos Sainz mlajši je na to napravil še napako, dobil 5 kazenskih sekund, a pri samem Ferrariju, po mojem videnju, so začeli zopet favorizirati Leclerca, ki pravzaprav skozi celotno dirko ni blestel. Opravljal je svojo nalogo, ampak nismo videli nič izrednega. O Perezu sem že spregovoril in sedaj je trenutek, da se ustavimo tudi pri tovarniški ekipi Mercedes, kjer podobno kot na sprintu nismo videli nič zanimivega. Res oba voznika v točkah, Lewis Hamilton v težavah, dobil je isto kazen kot Carlos Sainz mlajši, George Russell je pa nekaj nasprotnikov prehitel in v bistvu na cilju sta bila oba skupaj. Fernando Alonso je nekako se ustalil tam na tistih mestih, ki žal ne vodijo na zmagovalni oder, in na koncu je njegov moštveni kolega Lance Stroll prišel do točke. Čeprav nas je Lance Stroll prijetno presenetil na začetku vikenda, na samem začetku dirke za veliko nagrado ni imel sreče na prvem postanku, namreč pred garaže je zavil v tistem trenutku, ko virtualnega varnostnega avtomobila ni bilo več. Lahko bi dejali tudi neke vrste napaka same ekipe. Med ostalimi, ki so prišli do točk, ne vidim kakšnega posebnega izstopajočega karakterja, kajti imamo samo Landa Norrisa in Pierra Gaslija. Oba sta nalogo opravila, a ne morem dejati s kakšno odliko. Res vidi se,
da tudi pri McLarenu delujejo posodobitve v pravi smeri, ampak MCL60 še zdaleč ni tako konkurenčen, kot bi si lahko mislili. Pri Alpinu pa zopet tisto njihovo standardno nihanje, ko so v nekaterih dirkah dobri in takoj zatem zopet tam v povprečju. Izbrati Landa Norrisa za voznika dneva se je meni osebno zdelo pretirano. Če bi izbiral jaz, bi ta naslov podelil Carlosu Sainzu mlajšemu. Namreč kljub po mojem videnju oviranju strani lastne ekipe je pokazal, da je konstanten in da pripelje domov skozi celoten vikend kar lepo število točk. Če bi njemu tako pomagali, si lahko le mislimo, koliko točk bi izbral. Žal mi je, da Aleksandru Albonu ni uspelo priti med prvo deseterico, a če smo v bistvu realni, med prvimi 10 je bilo kar 8 predstavnikov prvih 4 najboljših ekip, torej za Albona velikega prostora ni bilo. Med tistimi, ki pomenijo neko razočaranje, ampak nič presenetljivega, ne smemo mimo Nika de Vrija, ki je dobil drugo in seveda tudi tretjo možnost, ampak menim, da njegov čas v Alfa Tauriju se izteka in ne vidim razloga, zakaj ne vpokličejo na primer Liama Lawsona. Seveda nisem jaz tisti, ki odloča, ampak če že morajo imeti nekoga tako slabega za volanom, bi lahko imeli nekoga, ki je zrastel v njihovi akademiji. A seveda, kot običajno, tu je moj pogled na vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na dirki za veliko nagrado, s tem pogledom se lahko strinjate ali pa ne. In sedaj prihaja tisti drugi del, kjer si bomo najprej ogledali napoved strategij strani Pirellija. Ta napoved je dokaj podobna tisti, ki sem jo sestavil tudi sam, a rad bi vas tu opomnil na neko zanimivost. Pri Pirelliju so med možnosti uvrstili tudi ono z 2 postankoma, ko vozniki bi uporabljali 2-krat pneumatiko hard. Kar je seveda zanimiva opcija, ampak sam sem jo izpustil, ker med najboljšimi nihče ni imel 2 setov pneumatik hard. Verjamem, da pri Pirelliju so nam hoteli prikazati vse možnosti, ki so bile na voljo, ampak menim, da pri strategijah vse nas zanima ona zmagovalna. In tu bi lahko dejali, da pri Pirelliju, kot da ne bi imeli vseh podatkov, v kar seveda nihče izmed nas ne verjame. In na sami dirki nam je Max Verstappen pokazal, kateri izbor je bil oni najboljši. Začeti na pneumatiki medium, nato natakniti pneumatiko hard in na koncu zopet pneumatiko medium. Če primerjate mojo napoved Pirellija in tisto, kar se je zgodilo na progi pri bolidu številka 1, boste videli, da vsi trije smo točno imeli enako dolžino stinta, krog več ali manj. To nam zopet dokazuje, da tudi od doma se da približati onemu, kar razmišljajo pri Pirelliju in seveda pri samih ekipah. Videli smo tudi nekaj variant. Mene izbor, kot smo ga videli pri Ferrariju, iti 2 zaporedna dela na pneumatiki medium in nato pneumatika hard, me ni toliko prepričala in tudi na sami progi nismo videli, da bi ta rešitev nekako približala oba voznika skuderije vodilnemu Maxu Verstappenu. In seveda tudi nekateri so izbrali 2 dela dirke na pneumatiki hard, a vsi ti vozniki so se znašli na spodnji polovici razpredelnice. A videli smo, da tudi tokrat razlika med napovedjo in realnostjo ni bila tako velika. A vseeno prišli smo tudi do konca tega komentarja posvečenega veliki nagradi Avstrije. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.